Mislim, da je problem pravne države ključno, mislim pa, da je naivno pričakovanje poslušalca, da lahko sodstvo, ali pa celotno pravosodje, pravzaprav lahko upoštevajoč historiat, se pravi neodvisnost oziroma odvisnost sodstva v preteklem režimu in neizvedba sodne lustracije leta 1991, kako boste vi lahko, na primer, ob 1000 sodnikih, kjer imate polno kontinuiteto sodnikov, ki so sodili res da v skladu s pozitivnim pravom, po 133. členu, na primer, kako lahko pričakujete neodvisno sojenje od takega človeka in kako domišljavo je bilo strani političnih elit leta 90-91, da so mislili, da se lahko to odvisno sodstvo čez noč samo z sprejetjem ustave spremeni v neodvisno sodstvo. Ker če bi imeli neodvisno sodstvo danes, bi morali biti neodvisno tudi pred letom 90 in ne bi imeli takih anomalij, kot je bil na primer Nagodetov proces, kot so bili Dahovski procesi, kot je bil proces proti Jančarju, kot je bil proti Miklavčiču, kot je bil proti celi vrsti disidentov in to ne samo takoj po Pučniku, ne samo po drugi svetovni vojni, ne v 50-ih, 60-ih, v 80-ih letih praktično do konca je bil sodni sistem instrument partije, udarna pest delavskega razreda in kako računati na to, da se bodo te sodniki, ki so bili pa ne samo okuženi z razrednim pravom, marksističnim pravom, pa Šukanisovim videnjem pravoznanstva, ampak tisto, kar je še bolj pogubno, pa z neko idiosinkratično različično pravnega slovenskega pozitivizma, ki se je ohranilo do danes. Se pravi, na pravni fakulteti tudi po 20 letih se prodaja čisti pravni pozitivizem. Se pravi, čista ločnica med pravom in prav, da sta to dve ločeni sferi, da je ena, se pravi, recimo, sfera pravičnosti pahnjena v metafizično, izven pravno, da resno pravoznanstvo pravzaprav lahko oziroma mora soditi onstran etičnih pravil strogo po zakonu. Jaz ne osporavam zakonitosti kot ene temeljnih imperativov pravne države. Vendar, če ne razumete, da je jus izpeljan iz justum in da je pravo in prav, da sta dve plati iste medalje, se morate vprašati seveda, če je nek zakon v popolnem nasprotju s pravičnostjo in nekimi univerzalnimi človekovimi pravicami, kot je recimo 133. člen, oprostite, nekdo, ki je sodil po 133. členu, ni vreden, da je sodnik. In bi morali enostavno leta 90 pogledati sodne spise, kdorkoli je obsodil kogarkoli po 133. členu, ne glede na to, da je bilo to zakonito, bi moral takoj izgubiti službo. Zaradi tega, ker je to v nasprotju z nekim občim razumevanjem človekovih pravic. Ne more biti sodnik nekdo, ki ne priznava elementarnih diktatov humanizma, svobode govora, a veste, ker drugače imamo pa zelo izrojeno videnje pravne države. Če je pravna država samo tisto, kar je dikcija pozitivnega prava, potem je arhetip pravne države nacistično pravoznanstvo za časa Nemčije. In zakaj? Imeli so zakone, imeli ste Nürnberške zakone, justifikacija Židov je bila v bistvu zakonita in pri čemer so pa seveda Nemci v procesu denacifikacije vendarle bili sposobni spoznati, da pa Reichstat za časa nacizma ni bil Reichstat, kot si ga je zamislil Immanuel Kant v 18. stoletju in da tako ne gre naprej. Pri nas pa na pravni fakulteti predavajo korifeje, ki za naravno pravo niso slišali. In ta izločanje pravzaprav etike
iz družbenih ved in ta okuženost s pozitivizmom, ki zaznamuje in ne samo, zdaj sem se malo spravil na pravnike, ampak lahko obrnem tudi na ekonomiste ali pa na politične vede, je to, da potrebujemo prvič moralizacijo ekonomije, moralizacijo prava in zlasti moralizacijo politike. Brez tega, če mene vprašate, ni lepše prihodnosti.